Imate, ne vem, zelo znane šejke iz Arabskih Emiratov, zakaj bi oni hodili samo na Harley Street, lahko pridejo na bolnico, dobi bolnica del zaslužka, nekaj tudi konzultant, ampak seveda zato je treba narediti en ustrezen standard. Hiša je bila v groznem stanju, po 30 pacientov v eni sobi in podobno. Operacije so se delale še na star način, kar pomeni, da smo oko na pol prerezali, po domač povedano šivali. Jaz verjetno danes ne bi bil tukaj, sploh ne na svetu, če se ne bi zgodilo to, da je moj brat, ki je bil 8. otrok mojih staršev, pri 2 letih padel z balkona. Ni en Bog dovolj za vse. Moj gost je profesor dr. Marko Havlina, specialist oftalmolog, očesni kirurg in še marsikaj. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Mislim, vaša kariera je naravnost osupljiva, pa ne govorim samo v nazivih, ampak vsem znanju, ki ste si ga pridobili in ki ga širite zelo ambiciozno in optimistično naprej. Se zavedate, kaj vse ste že doživeli, koliko vsega spoznali, ali kar greste s tokom in se niti preveč ne ozirate nazaj? Ja, je res kar bilo nekaj doživeti in tudi kar nekaj let in tudi nekaj, bom rekel, lepih stvari med tem, ne. Ja, to vprašanje, grem kar s tokom in se ne oziram nazaj, pa zelo dobro, mislim, se zadnja leta, mogoče zato, ker postajam starejši, poskušam zavedati, da to, kar je v nekem trenutku res lepo, ni tako, bi rekel, kar samoumevno in da treba znati ceniti, ker nikoli ne veš, kdaj si res živel svoj najlepši čas življenja ali najlepše trenutke. Če greš kar naprej, nekako to potone v neko pravzaprav ostalo rutino ali kaj podobnega. Tako da je treba te trenutke osmisliti, jih ozavestiti in jim dati neko veljavo. Razmišljala sem o tem, ali bi se z vami lotila teme, recimo zelo široke teme, ampak vseeno pomembne, o javnem in privat zdravstvu, pa vendarle prav glede na vse vaše izkušnje sem se odločila, da bi postavila vam nekaj tovrstnih vprašanj, ker je zelo aktualni čas o tem razmišljati, kaj vse se dogaja v slovenskem zdravstvu, recimo javnem. Vi ste na obeh straneh pravzaprav, vi delujete tako v javnem, kot tudi ste privatnik. Se vam zdi to dobra rešitev oziroma najprej vaša vizija in delovanje bi me zanimalo v javnem in v privat? Ja, jaz bi tako rekel, jaz ko sem bil v Londonu, kjer sem opravljal doktorat, sem pač tam doživel neko, bom rekel, kulturno preobrazbo v pogledu na medicino. In ta nekako me je zaznamovala in moj model pravzaprav je angleški model. V Angliji vsak specialist, ki kaj pomeni na kliniki, tudi dela privatno, bodisi na Harley Streetu ali pa v bolnici, zdaj, ko so postali bolj dovzetni do takih stvari, tudi v bolnicah so jim organizirali na primer privatne oddelke, kjer lahko paciente sprejemajo. In bolnice so nekako prišle do zaključka, da je to najboljše, ker je v bistvu win-win situacija. Imate, ne vem, zelo znane šejke iz Arabskih Emiratov, zakaj bi oni hodili samo na Harley Street, lahko pridejo na bolnico, dobi bolnica del zaslužka, nekaj tudi konzultant, ampak seveda zato je treba narediti en ustrezen standard. Jaz mislim, velika škoda, da klinični center tega ne naredi. Naprimer, te vili, ki jo imajo pod gradom, ki naredili eno tako privatno kliniko, kjer bi tržili svoje najbolj znane specialiste. Angleški model. Zagotovo bi bilo povpraševanje velikansko, ne? Tako, ker ta model do bolnice pri nas še ne pride, je moj model pač Harley Street. In jaz, ko sem bil takrat v fazi opravljanja doktorata, so imeli vsi konzultanti svoje ordinacije na Harley Streetu, čez recimo 10 let pa v bolnicah, v private wingih. Tako da to je, pa ni samo angleški model, to je zahodnoevropski model, nemški, francoski, kakorkoli že. Ko znaš pač neke stvari
dobro upravljati, te nekako ljudje iščejo in to je treba nasloviti na nek dostojanstven način. Ko se je meni to začelo dogajati na kliniki, sem moral za vse te razne ljudi, ki so bili znanci, prijatelji, pa tudi neki pomembneži, da ne omenjam politike in podobno, neka nadloga v moji glavi, kaj s temi ljudmi. Nisem jih hotel dati pred vrsto že čakajočih. To pomeni, jaz sem moral ali ostati dlje, pa te ljudi pogledati, kako gre v prostem času svojem. Ali pa, ne vem, v dežurstvu, kadarkoli in tako. In to nekako ni bilo dostojanstveno. Ne do njih, ne do mene, ne do sistema. Jaz mislim, da ta sistem se je zlorabljen, verjetno se še na ta način. Pri nas se je stvar postavila na glavo. Takrat, ko se je sistem spreminjal, so mladi, ki so ravno nekaj znali, začutili priložnost, dobili programe, koncesije in tako naprej, šli tudi med zasebnike. Medtem ko ta vrh, bomo rekli piramida ali pa vrh stroke, je pa ostal pač v nekem javnem sistemu uravnilovke, recimo moja, plača, če govoriva malo bolj banalno v tem kontekstu. Malo bolj konkretno, je niti ni dvokratnik plače začetnika zdravnika. Recimo, pa sem dosegel vse možne nazive. V Angliji recimo so te plače tako od 100.000 funtov letno naprej. Pa imajo še vedno zasebno dodatno ambulanto. Zdaj, seveda, to ni mogoče, po moje, pri vseh strokah, najbrž kakšen nevrokirurg, ali pa naprimer kirurg za otroško srčno kirurgijo, pravzaprav take ambulante ali pa takega pogona z operacijsko niti ne more imeti. In zato bi morali ti ljudi v našem sistemu nagraditi res drugače. Ta uravnilovka v Sloveniji ne deluje. Na celi črti pregori. In v svetu pač to tako je. Ja, v tujini tako to je. In v tujini tudi je privat zdravstvo že veliko bolj najbrž vzpostavljeno, cenjeno in tudi sprejeto. A vi mislite, da bi ljudje to sprejeli pozitivno? Recimo, absolutno. Jaz mislim, da ja. Namreč, vi lahko veliko več daste. Glejte, moj pogled na to je, dajmo reči, družbeno odgovoren. Jaz ne grem, v to zasebno medicino zato, ker bi želel služiti, kot se to sliši v parlamentu, ne vem kaj vse. In kot bi na prvo žogo morda kdo razmišljal. Dvoživka dopoldne počiva, v službi popoldne pa služi. To so te izrečene besede pred kakšnim tednom v parlamentu. Moram reči, da me je to pravzaprav na celi ravni užalilo, ker ta oseba točno ve, da so vsi programi, ki jih zavarovalnica plačuje javnemu sistemu, opravljeni. Kaj to pomeni? Pa še več. Klinični center je vsako leto v izgubah, zato ker mu zavarovalnica ne plača presežek pacientov, ki jih naredi. To pomeni, da naredimo vse in še več. In potem v svojem zasebnem času delamo spet za bolnike. Me prav zanima eksperiment, če bi danes ukinili vse te zasebne popoldanske ambulante, kakšna bi bila čakalna doba. Moja groba ocena je ×3. In tukaj je sistem zelo ciničen do pacientov, zato ker vzdržuje neko javno strukturo zdravstva, ki je pravzaprav izjemno draga, se napaja z javnimi sredstvi, veliko javnih sredstev tudi ponikne, kot smo slišali po raznih kanalih, ki so vedno isti. Istočasno se pa bolnika pravzaprav zanemarja. Bolnik tukaj ni bistven. Glavno, da sistem deluje. To se pravi, to ni javno, ampak je državna. To je državna medicina. In tukaj bolnik ni v središču pozornosti. In na ta način tudi ne kaže, da bi kdaj bil, ali vaša vizija vendarle gre tudi v optimistično smer, oziroma kje vi vidite rešitev sistema? Jaz mislim, da bi moral sistem se dejansko odpreti in bolnikom zagotoviti storitve na katerikoli pravzaprav ravni izvajalcev, ki te storitve lahko kompetentno upravljajo. Kaj to pomeni? Enostavnejše storitve bi lahko delalo zelo veliko izvajalcev, ki bi bili bliže pacientu, bolj prijazni, bolj dosegljivi in podobno. Najtežje storitve bi delali pa klinični centri. Samo prevrednotiti bi morali sistem,
da bi te najvišje storitve Tudi bile bile bistveno ustrezno bolje plačane, cenjene. nagrajene in bi vsi tisti, ki to znajo delati, vedeli, zakaj to delajo. Se je zanimivo, da to še ni vzpostavljeno. Mislim, recimo na vaši spletni strani lepo piše, ne, imate tudi tretjino zapletenih primerov. Dobro se ve, da ena operacija, ki je predvidljiva in enostavna, ne more biti enako vrednotena kot ena, kjer je prvič odgovornost veliko večja, tveganje veliko večje, veliko več vložene energije, najbrž tudi materijala, če smo zelo konkretni. Kako je to sploh mogoče, da to ni že zdavnaj bilo obravnavano? Prav zato, ker je mogoče to spregledati ali kaj, ker je dovoljeno? Razloga sta dva. Eno je to, da je pač pri nas uveljavljena uravnilovka plačevanja storitev po pač vrednosti storitve, ki je enaka v sistemu koncesionarja, kot tudi v, rečemo, državnem sistemu. S tem, da državni sistem je dražji, ne zato, ker bi ljudje tam počivali, ne, kot politiki radi rečejo, ampak zato, ker skrbi tudi za edukacijo, ker skrbi za sistem, ki bo skrbel za te bolnike tudi, ko, razumete, bojo mladi educirani. In tega časa, ne, bi rekel, protektirava zaščitenega časa za edukacijo. Pravzaprav v našem delovniku ni. Ja. Naš delovnik zakupuje zdravstvena zavarovalnica, ki je edina, se pravi, ima monopolni položaj, ne. Ni nobene konkurence in če ni konkurence, ni nobene želje po spremembah. Po razvoju in po spremembah. Ja. In zavarovalnica vsakih 5 let recimo podpiše enake pogodbe z vsemi izvajalci, kar pomeni, da a si dober, a si slab, a imaš več pacientov, ki bi želeli k tebi, pa jih imaš manj, ne vpliva. To pomeni, nekdo, ki je dobil veliko programa, nekoč, kaj vem, čez 15-20 let nazaj, ker je imel to srečo, da je v tistem trenutku vstopil v sistem ali pa koga poznal, bo do konca kariere imel velik program. Nekdo, ki je stopil kasneje, te možnosti nima več. In mislim, da mladi zdravniki to zelo pogrešajo. Mislim, da tukaj pravzaprav sistem ne zasleduje potreb pacientov. Pacientu je res vseeno, a gre v bolnico, a gre nekomu, ki je zasebnik, ali nekdo, ki je koncesionar, čisti zasebnik. Če pogledate te ankete, so pacienti zadovoljnejši pri koncesionarjih, kot v javnem sistemu. In sistem, ki vzdržuje samega sebe na ta način, pravzaprav in zanemarja paciente, dolgoročno ne bo preživel in bo vedno več teh pacientov, ki bo vstopalo v paralelne sisteme, kot se zdaj razvijajo, z vsemi komercialnimi zavarovalnicami. In pacienti sami pravzaprav povedo, da jim javni sistem ne more ali pa ne želi ponuditi nekega vstopa do teh storitev, ki so za njih pomembne. Ja. In to na tem vsakodnevnem nivoju. Jasno, da bomo imeli vedno za najtežje operacije še vedno klinični center. Tukaj ni nobenega dvoma. Ampak če se terciarna inštitucija bori za isti program kot najbolj enostavnih posegov kot vsi ostali, potem pride do obrata piramide vrednot in nenadoma terciarni centri delajo zelo veliko enostavnih stvari, ki pravzaprav niso tako pomembne, da jih delajo oni, bi jih delal kdo drug, ne delajo pa tega, za kar so pravzaprav namenjeni. V državi je recimo nevrokirurška operacija ali srčna operacija otrok, ko ste videli, kakšne težave smo imeli, deloma pogojena, vse te težave so pogojene s takim pristopom do sistema. Ja, škoda, da se večkrat ne opomni, da je tu zdravstvo v službi človeka pravzaprav, in da je človek ta, ki šteje in kateremu se pomaga, ker jaz verjamem, da imamo ogromno vrhunskih in odličnih in zdravnikov in željnih tudi znanja in pomoči in vse, ampak ko se v katerikoli sistem enkrat ujameš, energija gre, motivacija gre. Tako. In potem nastane ta začaran krog, iz katerega ste vi zelo uspešno izstopili. Tudi kar se tiče recimo raziskovalnih dejavnosti in recimo izobraževanja, vseživljenjskega strokovnega izobraževanja. Vi ste vpeljali tudi v Slovenijo navado za evropski specialistični izpit za študente oziroma mlade
zdravnike? Specialiste. Ja. Ja, bi rekel, nisem izstopil še, ampak postavljam neko, kako naj rečem, modelno sobivanje teh dveh sistemov, ker mislim, da je pomembno, da to obstane. Vedno so potrebne mednarodne primerjave. Mi, ko smo imeli star sistem, recimo edukacije specialistov, je bilo to postavljeno na način, da je bilo večino časa za specializacijo so specializanti preživeli na svojih lokalnih bolnicah, klinikah, potem so prišli za nekaj mesecev na očesno kliniko in potem so šli na izpit. In kaj se je zgodilo? V bistvu se je zgodilo to, da smo imeli, ne vem, ljubljansko oftalmologijo, novomeško, mariborsko, ne vem kakšno še. Nismo pa imeli ene skupne doktrine, ki bi jo vsi nekako zastopali. In ko sem postal predstojnik katedre pred 23 leti, ki je bila katedra še nekako v funkciji organizacije specialističnega študija, smo sistem postavili na način, da je bistven program, to pomeni tisto, kar se mora naučiti vsak specialist, in potem smo pogledali, kaj od tega programa lahko posamezna bolnica ponudi. In smo rekli, v redu, ne? Ta bolnica 1,5 leta, ta bolnica 2 leti, ta 3, vse ostalo boste naredili v Ljubljani. Ne? In od takrat naprej je nivo enak, ne? To pomeni, vsi govorimo isti strokovni jezik. In če zdaj želimo to primerjati, kje smo v primerjavi z evropskimi klinikami, recimo, ki so primerljive, se moramo na nekem nivoju pač primerjati. In ena od najboljših primerjav je specialistični izpit. In mi, ko smo prišli leta 2005-2004, smo vstopili v Evropsko unijo, to pomeni, smo 2005 lahko prvič sploh šli na izpit, smo bili zelo presenečeni, ko je naša kandidatka ne samo bila uspešna, ampak dobila prvo mesto med vsemi. V vseh smereh, recimo, teh bolezni, ki so danes še neozdravljivi, se dogajajo veliki premiki v zadnjih letih. Recimo genska terapija, terapija z matičnimi celicami, potem terapija z raznimi rastnimi faktorji. Poskušamo razumeti, zakaj vidni živec ni tako kot, bi rekel, periferni živec, ki se ga da zaščiti, ne. Cel kup takih novosti bo prišlo, mogoče recimo od naslednjih 5, 10, 20, 50 letih, sem skoraj prepričan 50, da. Je pa kar nekaj pravzaprav težav pri tem, da se to vse prenese v kliniko, ne, tudi če imamo kdaj kakšna poročila, ki so zelo odmevna v medijih, to ne pomeni, da imamo mi že takoj to na voljo. Ne. To je en pacient, 2 pacienta, to je pač potrditev, da je princip pravilen, da deluje, ne, potem pa sledijo vse klinične študije. Vse pri tem, veste, pri tem pa vsaj malo lahko razumem, ko se reče, da ste zdravniki bogovi v belem, ne? Čeprav zdaj raziskujemo tudi slabšalno plat tega, se pravi, kaj vse si lahko zdravniki, še posebej kirurgi, specialisti privoščite, ne? V narekovajih rečeno, kaj vse lahko izrečete, kakšen vpliv imate na pacienta. Tu zdaj vstopava v polje odnosa med doktorjem in pacientom. Ste sami bili na taki preizkušnji, na takem testu? Kako visoko se lahko v tem povzpnete, gledate zviška in vplivate na ljudi, svoje paciente? Ja, jaz moram reči, da nisem te vrste oseba in da me je velikokrat to zmotilo, ker so mi pacienti povedali, ja, bil sem pri tem in tem in so mi povedali, čez 5 let boste slep. Ja. Mislim, da to je res ena kruta, ne, če govorimo, in tudi velikokrat nemogoče opredelitev. Vi ne morete vedeti, recimo tudi pri teh genetskih boleznih, ali bo to 5 let, ali bo 10 let, ali bo 20 let. In velikokrat so te pacienti prišli nazaj čez 5 let, vsi veseli, da še vedno vidijo. Ne? No, mogoče je pa to edina pozitivna lastnost tega negativnega psihoterapevtskega pristopa, da so pacienti rekli, evo, niso uresničili, jaz še vedno vidim. Ne? Zelo malo pacientov je prišlo k meni in reklo, lejte, koliko časa mislite, da bom pa jaz še videl. Pa tudi mislim, da ni potrebno, da bi jaz bil prerok, ne, v tem kontekstu. Ja.
Zato, ker mene bolj zanima, koliko časa bo on še funkcioniral, kot ne samo, bi rekel, tako, kar se tega konkretnega vida tiče, ampak tudi kot neka širša osebnost. Ne. In tukaj je potrebno povedati, da izjemno veliko teh pacientov dosega take dosežke, da se jim lahko samo priklonimo in včasih se sprašujemo skupaj z njimi, če bi oni vse to dosegli, če bi bili pravzaprav normalno videči. Če ne bi imeli kakšnega hendikepa oziroma otežkočenih. Ja, vprašanje, ne? To smo že na sferi usode. Ali zdravnik v imenu stroke lahko ukrade upanje pacientu? Nikoli. Jaz mislim, da upanja ne sme nikoli ukrasti, tudi če je prognoza še tako slaba. Ne? Vedno je potrebno z bolnikom iti do konca, vam rekel, brez da se mu jemlje upanje. Tudi če bo res prišlo do slepote, so pa druge neke danosti, ki se bodo pravzaprav takrat izkazale kot mogoče en popolnoma drugačen pristop tega pacienta do življenja in bo nekako zvozil tudi tako. To pomeni, moja skrb za njega se ne konča s tem, ko on oslepi. Koliko pa je, kot ste rekli, večinoma je predvidljivih stvari, se pravi, se pripravite strokovno, imate izkušnje, pristopite na optimalen način. Kolikokrat pa ste v tisti zagati, ko se zgodi nekaj dejansko, česar ne bi mogli predvideti? Se to pogosto zgodi ali ne? Na srečo ne, ampak lahko se zgodi in tudi takrat, ko najmanj pričakuješ, se običajno te stvari lahko zgodijo. Pa bom rekel mogoče, da tudi, ko si že zelo v seniorni fazi, je lahko ta nevarnost še večja, zato ker nekako misliš, se tole bo šlo rutinsko. Ne? In morda nisi bil toliko pozoren, kot bi bil recimo 5 let nazaj, bi se res pripravil na vse. In te včasih kakšne stvari presenetijo. Ko je en tak zelo občutljiv organ, ima ene svoje zakonitosti, prostora je zelo malo, zelo mala je vidljivost in tako da ne vidimo čisto vsega. Ne. Če včasih misliš, saj jaz mislim, da je to tako, pa ne greš res pogledati, se lahko zgodi, da pač ni tako, kot si mislil, da je. Skratka, nek ponižen pristop pravzaprav je kar potreben. Tako, čisto vsak pacient, tudi po vseh teh letih izkušenj, ki jih imam, zame nov pacient. Jaz se med operacijo dejansko vrnem nazaj v neko fazo, ne vem, zgodnega specialista, ko sem res pozorno gledal vsak detajl. To me je naučilo v bistvu življenje, ker sem šel včasih tako, bi rekel, s kakšno polno glavo misli na kaj drugega operirati pacienta, za katerega sem mislil, da bo čisto rutinsko. Tako da, ko enkrat jaz pač pogledam mikroskop, se zame zapre vse drugo. In takrat je moja koncentracija 100% na tem, kar delam. In dejansko vam to uspe? Glejte, ne vedno, ampak recimo, da je zelo, zelo redko kdaj kaj, ki se recimo ne izide. Ne. Kaj si trenutno štejete za recimo 2-3 največje dosežke, ki bodo, ko bomo v prihodnosti pogledali nazaj, resnično veliko pomenili, veliko dali družbi, človeštvu? Glejte, mogoče bi rekel tako, z eno precejšno mero skromnosti, res, da ne bi kdo se počutil nekako izpuščenega iz tega, ker je to vedno timsko delo. To nikoli ni Marko Havlina in nihče drug. Ampak recimo, da je tako reči, ko sem začel kot specializant, je bila ljubljanska očesna klinika, bom rekel, v stari hiši, delali smo zelo malo takih težjih stvari, vse, kar je bilo težje, se je pošiljalo v tujino. Nekako tudi ni bilo neke tradicije, edukacije, izobraževanja in tega. Hiša je bila v groznem stanju, po 30 pacientov v eni sobi in podobno. Operacije so se delale še na star način, kar pomeni, da smo oko na pol prerezali, po domač povedano šivali, potem pacienti so en teden ležali in podobno. Pa to še ni bilo tako daleč nazaj, 30 let. Ja, to je recimo nekaj takega. No in potem, ko sem prišel v London, je bil zame, kot sem že prej rekel, nek tak fazni premik na vseh nivojih. No in potem sem si želel, da bi ta
angleška, londonska medicina na nek način vstopila k nam. Ne. In sem potem, ko sem se vrnil nazaj, tudi organiziral ta srečanja, so prišli ti londonski konzultanti in podobno. Tako da smo počasi peljali ta voz nekje v tej smeri, da smo postavili nov sistem izobraževanja, tako kot sem že prej omenil, specializacije, tudi izobraževanja zdravnikov, medicine na splošno. In seveda potem tudi prišli do tega, da je bilo po zaslugi primarij Dovška takrat, ki je bil zelo spreten pogajalec, možno se vseliti po osamosvojitvi v takrat zapuščeno vojno-kirurško kliniko, ki je tam zdaj na Grablovičevi, in dobiti popolnoma nove prostore na 11.000 kvadratnih metrih in izjemno za tiste čase moderno opremo. Jaz sem bil takrat namestnik primarij Dovška, kar pomeni, da sem veliko teh raznih postopkov urejal in nekih konceptov zasnove te klinike, seveda s vsemi ostalimi kolegi. In potem bi rekel, da je bila ta klinika res ena prekretnica našega razvoja. Ne. Večkrat ste v intervjuju omenili teh 30 let nazaj, ko je bil za Slovenijo zelo markanten čas. Vi ste takrat bili tudi družbeno precej angažirani, ne? Mislim, že takrat bom rekla. Veste kaj, mene je tole doletelo, ta zgodba, preden smo pravzaprav postali samostojni v Londonu leta 90. In nekako mislim, da imam nek občutek za neke stvari, ki se bodo slabo končale. In takrat je bila ta faza v letu 90, ko je začel Milošević delati te jogurtne revolucije, ko je začel na Kosovu izvajati nasilje, ko je avtonomijo Vojvodine Kosova ukinil in ko se je točno videlo, kaj se bo zgodilo v Bosni in na Hrvaškem in pri nas. In takrat je bila seveda naša samoohranitvena, ne, bom rekel, ali pa samoohranitveni nagon Slovencev tako močan, da smo nekako vsi, ki smo to vedeli ali pa spoznali, v Londonu se povezali in organizirali neko skupino, ki je potem zelo precizno, decidirano obveščala londonske medije, politiko o tem dogajanju. Že preden se je zgodila ta pravzaprav samosvojitev in potem napad na Slovenijo. No, in o tem obstaja kar nekaj, bi rekel, dokumentacije, ki je zbrala Jana Valenčič v enih 270 straneh, ko smo nekako kot Slovenci v Angliji prispevali k osveščanju Angležev, ki niso imeli pojma o tem, kaj se pri nas dogaja, in ki so bili vsi naklonjeni temu, da bi Jugoslavija ostala kot ena država. In uspeli smo nekako prepričati tudi del pomembne politike, da so razumeli našo pravico do samoodločbe. In ko smo organizirali neke velike demonstracije na Trafalgar Squareu, smo imeli tam Sir Russella Johnstona, ki je bil potem kasneje neke vrste zunanji minister Evropske unije, liberalec, ki je prišel govoriti za nas, in Ken Livingstone, ki je bil takrat laboristični poslanec, in še mnoge druge, ki so potem nekako v angleškem parlamentu zastopali našo pravico do samoodločbe. Imeli smo, jaz bom rekel, zvezdni trenutek, ne, kot Stefan Zweig reče v svoji knjigi. Lahko ga dodamo, ne, v to knjigo, ker če bi se to zgodilo kasneje ali pa danes, jaz mislim, da bi se nam dogajalo nekaj podobnega kot Kataloncem. Če ste zdaj nekaj rekli tudi o tej dediščini, bi me zanimalo, s čim ste pa trenutno, recimo, govoriva spet o nekem razvoju, okupirani. Zdaj, moja ožja stroka je nevroftalmologija pa distrofije mrežnice, to pomeni prizadetost mrežnice pa vidnega živca zaradi genetskih bolezni in ostalih bolezni, ki ta sistem prizadanejo. To je že, bi rekel, že več kot zdaj že 30 let, nekako samostojna veja, takrat še ni bilo, to smo postavili po mojem povratku iz Anglije. Postavili smo tudi neke, bi rekel, elektrofiziološke diagnostične metode, potem diagnostične metode za pregled očesa, da res lahko rečemo, kje je problem že v zelo zgodnji fazi. In ta
bi rekel, dejavnost je tisto, kar jaz resnično upam, da se bo, kot smo že prej govorili, v nekaj letih pojavila tudi ta genetska terapija, zdravila za te bolezni, ki so danes še neozdravljive. Ja, to se sliši prav In čudovito. to nekako vnašam v mojo sedanjo motivacijo pri razvoju te ekipe, ki to tudi odlično dela. Nisem sam na srečo več, ne? In tukaj je nekaj mladih, izredno nadarjenih, ki to stvar vodijo in so bili tudi na dodatnih izobraževanjih tudi v Angliji, tako da se tudi osebno poznajo z, bi rekel, centri, kjer se to dejansko zdaj dogaja, razvija. Pravzaprav, ja. A se spodobi, profesor doktorja, vprašati, ali verjame v usodo? Pol ure sem zdaj zbirala ta pogum, ampak vendarle ne morem iz svoje kože, da vas vprašam, glede na vaše življenje in delovanje in vse, kar pravzaprav ste ustvarili, ali verjamete, da je to vaša usoda bila? In je. Jaz bi rekel, da verjetno je usoda nek skupek dejavnikov, ki so v največji meri genetski, potem pa epigenetski, potem so pa še dejavniki, ki so malo nepredvidljivi. Te so zanimivi, ja. In teh, recimo, si res včasih ne znamo razložiti. Jaz sem doživel kar nekaj takih trenutkov, ko so bili neki dejavniki, ki so bili popolnoma nepredvidljivi, recimo v neki ugodni konstelaciji zame. Kot veste, sem bil operiran na srcu in sem imel potem en zaplet in slučajno je bila takrat pri meni moja partnerka, ki je videla, da me je zmanjkalo, če jo ne bi bilo, verjetno bi me zmanjkalo zavedno. In je tekla po sestri, ko sem bil že v bistvu na tem, da me odpustijo z bolnice, je prišlo do krvavitve v srčnik, tako da so me anestezistka sama z posteljo vlekla v operacijsko in me intubirala na živo in takrat sem se tako zavedal, da se bo mogoče vrnil ali pa tudi ne. Zanimivo, no? Neka mirnost je bila pri tem, ki se zdaj spomnim, nobene panike, nekako smo bili kar vdani v usodo, tudi ni bilo nobene tesnobe ob tem, zanimivo. No in potem sem se normalno zbudil in zdaj danes sem še tukaj, ne, vse v redu, zahvaljujoč profesor Klokočovniku, ki je bil slučajno v petek ob 2 in anestezistka in vsi so bili še tam, ker bi recimo lahko bilo tudi drugače. Če njega ne bi bilo, mogoče bi, ne vem. Ne? Lahko rečemo, da je to dobra usoda, ne? So pa lahko tudi neke stvari, ki so izjemno, kako ne rečem, nepravične. Ne? Recimo, jaz verjetno danes ne bi bil tukaj, sploh ne na svetu, če se ne bi zgodilo to, da je moj brat, ki je bil 8. otrok mojih staršev, pri 2 letih padel z balkona. In se, nažalost, ni dalo nič narediti. In to, da se to zgodi eni mami, potem, ko ima že, recimo, 8 otrok, pa neko kariero in vse to, je bila strašna tragedija. Si je želela še enega otroka. Zdaj, a je to usoda? Verjetno me ne bi bilo, če se to ne bi zgodilo, ampak ta moja usoda mogoče je bila dobra, njena ali pa mojega brata je bila pa izjemno, ne vem, tega si ne zna, včasih si rečemo, ok, si sam kriv delno za svojo usodo, da se to zgodi. Ampak delno. 2-letni otrok, ne. Kaj je otrok pri 2 letih? Ne more biti kriv za to in tudi moji starši, ne. Tako da tukaj so te usode take in drugačne. Jaz ne vem, a je to res samo usoda ali je tudi kaj drugega. Jaz sem do tega zelo odprt, zelo širok, zelo razmišljujoč, tudi ko so bili časi, recimo gimnazijski in študijski, sem veliko tega prebral o vseh religijah in tako, ne. Čeprav smo vzgojeni v neki zelo ortodoksno krščanski družini, ko smo hodili k maši vsako nedeljo in podobno. Moj pogled na te stvari je malo drugačen. Se mi zdi, da je grozno, da imamo en majhnem drobcu v vesolju toliko religij, da se mora pol sveta v stalnih vojnah boriti vsak za svojega boga. A ni en bog dovolj za vse?
Mislim, da v tem trenutku ne obstajajo boljše besede za zaključek tega pogovora. Ali ni en Bog dovolj za vse? To je bil profesor dr. Marko Havlina.